Dobro večer, cenjene gledalke, spoštovani gledalci. Moje ime je Aljuš Pertinač, do parlamentarnih volitev je samo še 108 dni, vi pa spremljate najbolj politično korektno oddajo slovenskih televizij. Joker Nole je spet v zobeh. Nesporna številka 1 svetovnega tenisa in za mnoge najboljši igralec vseh časov Novak Djokovic ima težave pri vstopu v Avstralijo, ker se noče cepiti. Najprej so zanj naredili izjemo, ki roko na srce sicer velja tudi za druge tenisače, potem pa so se očitno ustrašili javnega mnenja. V državo ga ne spustijo, Nole pa se je pritožil in sedaj v državnem karatanskem hotelu čaka ponedeljek in končno odločitev. Mi pa lahko komentiramo, boga Avstralija, ki se Noleta boji še bolj od Omikrona. Sedaj pa se lotimo 64. oddaje jubilejne 5. sezone Faktorja na TV3. Resnica boli, komentarji še bolj. Danes bomo za vas komentirali afera Expo Dubaj. Gredo se turizem in fotkanje, plačali pa ne bi. Slovenija je upravičeno izjemno ponosna na svoj paviljon na razstavi Expo v Dubaju. Vladni ministri si podajajo kljuke in se fotkajo na vsakem koraku, problem pa je, da ga še niso plačali. Kaj tiči za afero Expo Dubaj, bomo vprašali naša posebna gosta. Arhitekta Roberta Kluna in poslovneža dr. Andreja Vizjaka. Robert, Andrej, toplo pozdravljena. Zdravo. Lepo pozdravljeni. Robert, hvala, enako. Robert, predlagam, da midva začneva. Zdaj, kaj točno je bila tvoja vloga pri tem paviljonu na Expo v Dubaju, slovenskem paviljonu? Še enkrat lepo pozdravljeni, hvala za vabilo. Veselje mi je, da govorim o Sloveniji, da govorim pač o našem čudovitem projektu za Expo paviljon. Leta 2019 smo zmagali s kolegom Sandijem Peršom in pa z mojo ekipo Magnet Design birojem na tem čudovitem projektu in podpisali seveda pač pogodbo in se celo leto resno trudili z vsemi vključenimi. Zdaj jih je preveč, med njimi je bil tudi Andrej, tistimi, ki so, tako kot mi, jaz sem že 6-7 let prisoten v arabskem svetu in zelo dobro poznam razmere in zaradi tega verjamem, da ne samo, da smo zaradi arhitekture kot take zmagali, ampak dejansko smo že v natečajnem elaboratu navedli, kako vse je potrebno pristopiti, kako narediti korake, kako trdo delati, da bomo sploh uspeli priti do vseh potrebnih dovoljenj in uspeli izpeljati projekt, ki dejansko danes prinaša neverjetno energijo, pozitivnost. Jaz dobivam dnevno ne vem koliko objav, slik, veselih obrazov in zagotovo pač nek Expo paviljon, nek tak markanten slovenski proizvod, ki naj bi prinašal in pa širil slovensko gospodarstvo, slovensko kulturo, ima v žalosti, v srcu in v očeh, se pravi mene sodelavcev, ker leto in pol dela na projektu trdega do danes ni država oziroma pač tisti, ki so bili odgovorni, pokrila in mogoče je res vsa ta veselje in sreča skrita s kakšno kapljo solze v očeh. Jaz bi tako rekel, da to niso solze, ampak da si bil naiven. Naiven si, če misliš, da boš imel situacijo, ko boš lahko hkrati delal marketing za svojo stroko, po drugi strani pa boš za to še zaslužil. Jaz mislim, ko se takega imidž projekta lotiš od samega začetku, že pričakuješ, da boš sigurno več vložil, kot boš zaslužil. Ampak ti, Robert, si tudi nekaj vložil, ne? Se pravi, ne gre samo za to, da niste bili plačani za svoje delo, ampak ste imeli tudi lastne vložke, ne? Se jaz ne bi danes, sploh pa ne v prvi oddaji, govoril v vseh teh širinah, kaj vse dejansko smo naredili, ne? Andrej ve, da smo res delali ne samo arhitekturo, ne? Ampak 6 poti v enem letu samo zaradi paviljona, ne? Finančni vložki, ki smo jih dali lokalnemu biroju, da smo določene parametre ustrezali, naredili, zrisali in tako naprej, pokrivali svoje, seveda sodelavce iz svojega žepa, vse do danes, ne. Ampak, tako kot je Andrej rekel, ne, včasih, ne, dobiš, zdaj lahko rečem, po 3 letih dejansko že, po 3 letih, točno tako, ne, januarja 2019 smo risali ta paviljon, mislim, da 27. januarja sem narisal na letalu skico paviljona,
ki mislim, da celo imate nekje v studiu, ki danes stoji. Ne? In ta paviljon je neverjetna promocija Slovenije. Ne? Samo pred mesecem dni intervju, ki je 6 minut na Dubai TV, ki je daleč največja televizija v arabskem svetu, kjer jo gledajo tako Saudici kot Emiratčani, Katarci, Kuvajčani in tako naprej, je bila neverjetna promocija. In jaz sem zagotovo vesel, ne, da sem vse to naredil za Slovenijo in pa za sebe, seveda. Ne. In to te dvigne na neke popolnoma druge dimenzije, kot jih seveda poznamo v Sloveniji. Vsi vemo, zakaj jaz delam pač svojo ekipo, svojimi sodelavci v Dubaju. Vsi vemo, zakaj Andrej dela v Dubaju, ne. Ker tam se vrtijo popolnoma drugačni projekti, druge dimenzije, ampak na koncu koncev res ne gre za denar. Ne. Je pa seveda žalostno, da se pač more nek mali biroj iz Slovenije angažirati in biti največji sponzor leta 2020, 2021 same države in tako naprej. V tem, kaj se vse vrti v Dubaju, mogoče nekoliko kasneje, ampak tole me še zanima, Robert, ti si nisi sam spomnil tega, ne? Kdo je tebi naročil, da moraš vse to narediti, kar si naredil za ta Expo v Dubaju? Kako je to šlo? Ja, bil je razpisan natečaj. Že takrat, ki je bil razpisan natečaj, je bila seveda zadeva mal čudno napeljana. Ne? Jaz kot član zbornice za arhitekturo in član zbornice za oblikovanje, seveda pa se držim naših dogem, vendar uradno obvestilo je bilo naše zbornice, da natečaj ni pravilno zastavljen in da ga ne delamo. Ne? Glede na to, da sem delal že takrat, se pravi 4 leta v Zalivu in da sem poznal razmere, in da sem vedel, kako veliko promocijo in kaj dobrega lahko prinese neka dobra rešitev, ki jo smo na koncev naredili z ekipo in dejansko uspeli predstaviti Slovenijo na neverjetnih razsežnostih, sem se odločil, da bom vseeno to delal. In za ekipo smo to delali, bilo nas je več vključenih. Zdaj ne bi o samih imenih, ampak predvsem moja ekipa Magnet Design, Sandi, TD in res čudoviti avtori, kreatori, ki so mi s sodelovanjem in energijo pomagali pripeljati te zadeve zelo daleč, so seveda na koncu uspeli z mano zmagati na tem natečaju. Ko ti zmagaš na tečaju, je seveda pač postopek države zelo preprost. Podpišeš pogodbo, dobiš, mislim, da cirka 9.000 evrov smo dobili za 2 meseca dela ne vem kolikih ljudi, ampak okej. Takrat seveda sem jim šele uspel predstaviti, kaj pomeni to v nadaljnem obsegu. Ne? In to je bilo res 24 ur. Ampak vprašaj, zdaj to z natečajem se ni končala, naročila države do tebe konkretno se niso končala z natečajem, ne? Ne, sej to je tisto, ne. Mi smo seveda jasno dali vedeti, da zdaj bo šele delo se začelo resno, ne, ker to ni v Škofji Loki treba postaviti paviljon, ne, ampak v Dubaju, ki ima svoje zakonitosti, svoje zahteve. Jaz kot strokovnjak in pa z Žigom za projektno dokumentacijo ne morem podpisati dokumentacije. To pomeni, da sem najprej poiskal 8 različnih birojev, ki bi bili ustrezni. Spet najdu čudovito ekipo partnerjev, sodelavcev Slovensko-arabskega poslovnega kluba in tako naprej, da smo obiskali te biroje spet na lastno pest, da smo sploh najdli pravega za državo, da bi to speljal v pomoči seveda našemu biroju. Ne? Tako da dela ni bilo samo projektirano, dela je bilo ogromno in kako to pelješ, kako to spelješ, dobiš prvo potrdilo, ki se mu reče concept design, zato smo porabili 6 mesecev. Potem smo imeli veliki izziv les. Les ni gradbeni material v Zalivu in smo Švedi, Belgijci in Slovenci bili tisti, ki smo se dejansko povezali, iskreno povem partizansko. Ko sem jaz prišel z zmago na natečaju v marcu na biro, ki je delal za Švede v Dubaju, so mi povedali, da delajo že 1 leto s 50 ljudmi veliko ekipo. Mi nismo imeli nobenega, seveda, tam dol, ki bi s strani države lahko te stvari pomagal ali pa bi bil angažiran, oziroma tudi mi nismo bili angažirani uradno, imeli smo pogodbo z državo in seveda vedeli, da bo potrebno delati drugače, kot si nekdo to zamišlja s strani države, če hočemo paviljon speljati. In seveda moja ambicija, jasno in glasno je bila, da država potrebuje to promocijo, država potrebuje ta paviljon in ja, toliko bolj vesel sem bil seveda, da sem jaz tisti, ki je tudi avtor z mojo ekipo Magnet Design in Sandijem.
No, Okay, ampak Andrej, ti imaš izkušnje s poslovanjem z državo in si mi rekel pred oddajo, da se ti že večkrat zgodilo, da je država na koncu pozabila plačati svoje obveznosti. Kaj v tem ne primeru? pozabila, ampak ko dobiš nalogo te vrste, da ti da tako promocijo, si najprej počaščen. In če dobiš to iz vrha in to kjerkoli, bi rekel, vlade, je to še dodatna čast. In tako je treba tak posel tudi gledati. Tako da zato pravim, da je naivan, če delo 2 leti, ker konec koncev, če nimaš dosti konkretnih dogovorov in dosti konkretnih plačil, je pač to tudi nek osebni rizik, če se pol toliko udejstvuješ, in na drugi strani ti da pa tak ugled, da lahko to tudi narediš. Ampak zdaj ta Expo paviljon, problem je bil že v sami kalkulaciji. Paviljon je bil dražji, kakor je pa bil prvotno predviden. Ampak vprašaj, Andrej, koliko drag, ne? Ker iz javno dostopnih virov praktično nemogoče izvedeti, koliko je to stalo. Jaz nisem recimo zvedel. Jaz sem se malo pripravil na to oddajo in sem šel pač od arhitekta do arhitekta, ki je bil vključen, in sem neke številke izbral, ampak nekje so se zmotili za skoraj enkrat torej prvotna kalkulacija. Ampak koliko je to reda velikosti? To 1 milijon, je več? Ne, jaz mislim, da prvoten pogled na stvar je bil, da bo okoli 2 milijona, ostali pa pol 4, če sem prav razumel, pa se števal te številke, ki so mi govorili. To je pol krat 100%. Ampak tukaj prihajajo skriti stroški. Če deluješ v Dubaju, se ti tudi lokalci usedejo. Se ti usedejo in so zahtevali, če prav razumem, še en dodaten nadzor, lokalni nadzor, ki pač ni bil predviden, in udarijo takoj 300-400 tisoč evrov za nekaj, kar pač ni potrebnega. In takih dajatev imaš tam veliko. In take stvari je treba tudi kalkulirati. Zato pravim, da je bil tudi Robi malo naiven, kot arhitekt, ni ekonomist, bi mogoče rabo kakšnega ekonomista tudi ob samem začetku, da se taka kalkulacija pripravi in da se pol tudi razpisi temu primerno pripravijo. Ker problem je v Sloveniji ta, da vedno, ko se začne projekt, vsi reči, ja, večja verjetnost bo, če ostanemo tukaj pod to mejo, pod uno mejo, pod tretjo mejo in bomo razpis tako pripravili, da bomo res v tej prvi fazi zbrani. Pa smo v prvi fazi zbrani in potem moramo delati. Ampak to ne pomeni, da imamo budžet za to, kar bomo res rabili. Ker pač te, bi rekel, javni razpisi so zelo nevarni in če bi se pravilno že ob samem začetku kalkulirali, verjetno ne bi šli skozi. In tako v bistvu na koncu ne samo, da ni, da jamra Robi, da ni plačen. Sej, če bi rekel, zdaj tukaj bi oni tudi rekli, da niso plačeni, pa še kdo bi rekel, da ni plačen, ker enostavno je bilo stroškov več, kot je bilo denarja za ta projekt. Bomo v podrobnostih te afere Dubaj nadaljevali po oglasih, tako da ne nam iti gledalke, gledalci, se vrnemo v kratkem, ko nadaljujemo s komentiranjem, kaj dejansko se dogaja z paviljonom na Expo, s paviljonom Slovenije na Expo v Dubaju. Ostanite. Ponovno pozdravljeni, z nami sta še vedno Robert Klun, arhitekt in dizajner, in pa dr. Andrej Vizjak, poslovnež in poslovni svetovalec. Pogovarjamo pa se o aferi Expo Dubaj, oziroma konkretneje, kaj se dogaja s slovenskim paviljonom na Expo v Dubaju. Robert, v bistvu ti si konec lanskega leta, čeprav vem, vložil tožbo proti državi, s katero verjetno hočeš izterjati plačilo za vaše opravljeno delo, ne? Ja, žal smo pač po kar nekaj poizkusih normalne komunikacije, promocije, 3 mednarodnih arhitekturnih priznanih nagradah, nešteto, tako kot sem omenil, intervjujih, promocij Slovenije in tako naprej, in pa seveda pač tudi našega dela, prišli do zaključka, da enostavno ne samo to, da država ni plačala našemu biroju, niti ostali ne enega evra, ampak sem celo jaz založil ogromen denarja preko biroja, da sploh slovenski paviljon stoji, bili prisiljeni vložiti tako proti državi, tako kot tistemu, ki je izvajal paviljon. Ampak zakaj, Andrej, recimo nikjer, ko gledamo ta slovenski paviljon na Expo v Dubaju, tudi ko ga politiki se tam slikajo, ga hvalijo, to nikjer ne piše Robert Klun, nikjer ne piše njegov ta biro. Jaz bi najprej, preden gremo v kritiko, rad pohvalil to ekipo, ki tukaj vidim na tej sliki. Ja, to je pa ekipa, sem pravičujem, da razložimo gledalkam in gledalcem, to je ekipa pač Ministrstva za javno upravo, na čelu z ministrom Koritnikom, ki pa je obiskal, to smo zvedeli iz spletne strani vlade, ki je obiskal hrvaški ta paviljon. Ne? To
tu, kar vidimo, je hrvaški paviljon, pa bi pol naprej o tem, zakaj je minister Koritnik obiskal ta paviljon. Ampak izvoli, nadaljuj, Andrej. No, ampak mi smo uspeli v Dubaju napraviti ekipo, ki zelo lepo prezentira Slovenijo. Tako da, kljub temu, da na začetku je bilo malo težav in so se te ekipe tudi menjale, na koncu ta ekipa, ki zdaj tam je, prvič se hitro uči, reagira in tudi določene stvari sproti popravlja, tako da ne moramo reči, da smo v operativi tu slabi. So pa določene stvari, ki mi je žal, da jih ne promoviramo. Ker ti greš skozi paviljon in ko se potem posloviš od paviljona, ne veš, kaj boš kupil. A boš kupil vino, ali boš kupil hrano, ali boš šel tja na dopust. Zdaj, paralelno ena stvar mi je ostala, prej smo začeli z Noletom, ko se peleš po Sheikh Road proti Expoju, so veliki billboardi, it's time for a break, it's time for Switzerland. In slika od Roger Federerja. In to vsi vejo, zakaj. To pomeni, treba je iti na odmor in kam bo šel na dopust v Švico. In pol, ko so to videli Rusi, so tudi začeli. Tako da tukaj meni manjka ta, bi rekel, celovita ideja, kaj želimo doseči, poleg promocije Slovenije pred lastnimi podjetniki, ki tja hodijo na predstavitve sami sebi, ali prodajamo turizem, ali prodajamo naše produkte, ali prodajamo bistvo, da smo mi pametni. Ampak tudi to bistvo, da smo mi pametni, prodajamo zelo, bi rekel, iz začetka, kot da nas nikoli noben ni slišal. In mi imamo določene uspehe tudi sami kot Slovenci že v tej regiji. In s temi uspehi ne polnimo smart rooma. Ko greš, v bistvu sta dve rdeče niti tega paviljona. Ena je green, ta druga je pa zeleno, smart. No, in ko greš v ta smart room, se pač sicer spominjamo, da imamo avtomobilsko industrijo in da znamo avione delati. Ne spominjamo se pa tega, da je en brand, ki ga cel Middle East pozna, Gorica, je več kot 50% tržnega deleža v Middle Eastu in da imamo slovenskega podjetnika Fornazariča Ivana, ki je to postavil. Vodilna svetovalna hiša, ne samo v svetu, tudi v Middle Eastu, PricewaterhouseCoopers, in Slovenec, to sem bil jaz, z mojo slovensko ekipo, smo za njih PwC Success Formula razvili, to smo bili idejni vodja teh ljudi, torej smo smart, torej če smo tako smart, da lahko njim Arabcem pamet solimo, zakaj se moramo pol z nečem bahati samo z nečem, kar smo pač v Sloveniji dosegli. Tukaj v Dubaju imaš cel kup Slovencev, ki so dosegali mojstrovine, drugače se tukaj sploh ne bi obdržali. In teh stvari enostavno ne uporabljam kot argumente, pa sem se večkrat pogovarjal in z ljudmi, ki vodijo paviljon in tako naprej, se rekel, ja, imaš prav. Ampak cela, bi rekel, osnova, vsebinska struktura in tako naprej je prišla iz Slovenije. Tukaj se ni delal focus group, kaj Arabce zanima in tako naprej. To, kar je prej pravilno rekel Robi, da on že prej delal tam in zato je poznal in točno vedel, na kakšen način je treba, bi rekel, dizajn narediti, da se en Arabc ne bo počutil v svoji, bi rekel, estetiki prikrajšanega. In tukaj je veliko stvari, ki jih je treba še vedeti več o arabskem svetu, ko se greš tja predstavljati, kot pa to, kar smo uspeli narediti. Ja, jaz bi mogoče, povej, Robert. Jaz bi mogoče tlele se, Andrej, zahvalil, ker dejansko, paviljon kot tak, je slovenska identiteta treh elementov, vode, gozda in tega parasola, te moje ribniške korenine. To je bil prvi produkt pred 450 leti, ki je bil izvozen produkt kot les v svet brez davka. Ampak kaj je najbolj zanimiv, da se mi Slovenci ne vprašamo, kaj pravzaprav nas povezuje. In tukaj je glavna komponenta arhitektura in dizajn. V kompletno vse, kar je Andrej zdaj omenil, gre preko arhitekture in dizajna. Ali govorimo o prodaji hrane, ali govorimo o prodaji vozil, tako kot dela Ivan fenomenalno zgodbo, že 32 let v Dubaju in pa v Zalivu. Tako dejansko, kot smo mi naredili 3-5-zvezdične hotele, čez 600 hotelskih sob, sprojektirali kraljevim familijam fantastične projekte in prav povsod in vedno vključili slovenske programe in produkte.
ne samo, da smo vključili les, kovino, da smo vključili komponente slovenske, tudi slovenske delavce smo dol pelali in jih vozimo dol. Ne? In to so tisti atributi, zaradi katerih sem si jaz dejansko želel postaviti to svojo arhitekturo, ne za spomenik. Ampak ja, super bi bilo, da bi to ostalo neko gnezdo, kjer bi Slovenci lahko svoje res tiste vrhunske komponente, vrhunske izdelke, konec koncev pa seveda tudi druženje, zdaj je, vsi vemo, bilo novo leto, v Dubaju je čudovitih 25-30 stopinj in ja, super je iti dol na dopust, ne, tako kot hodijo pač, in iti obiskati zdraven slovenski paviljon, slovensko gnezdo, ki bi lahko ostalo in bilo neka promocija, ampak jaz lahko priznam, dnevno dobivam povabila, čudovite stvari sem pripravil, jih pripravljam za naprej, da bomo dejansko še naprej glavni konzorcij slovenskega gospodarstva v zalivu kot takem in to zadevo širili naprej. No, ampak jaz bi tukaj rekel, da ti si sam svoj marketing ustvaril, ker znaš marketing delati. Ampak če je paviljon namenjen temu, da marketira Slovenijo, nam pa tukaj Slovencem še zmanjka zelo močno tega mednarodnega marketinga znamka. Torej, mi pokažemo v našem paviljonu Smart Janjo, da je olimpijska prvakinja. Ne povemo pa, da imamo vodilne proizvajalce plezalnih sten in oprimkov v Sloveniji. Ne pokažemo njihovih brandov in potem, ko pride do samega posla, pač lahko pomagam noben tukaj, ne poveže. Jih lahko plačaš 5000 evrov, pa se lahko pokažeš. Plus tega seveda moš plačati hotele, moš plačati ljudi, moš plačati vse. Čakaj, ja, zato, to je tisto, kar je narobe. Ne, ampak tudi za 5000 evrov ne dobiš tega paketa. Dobiš 2 dni promocije na paviljonu. Ja, ampak tista promocija ni to, kar jaz mislim. Seveda, da ne. To ni še Zayed Road, pa billboard, ki te pripelje do tja. To ni film, na Burj Khalifi plezalno steno narediti. A niso problem stroški, mogoče pa si država Slovenija ne more privoščiti vse te promocije, o kateri vi govorite. Sej mi imamo dol zgodbo, sej ne rabimo več vlagati, sej dajmo samo podpreti, dajmo samo prave informacije na pravo mesto. Jaz bi tako rekel, ko prideš noter v paviljon, vidiš fantastične filme, ampak po neki logiki noben od teh filmov ne pokaže slovenskih brendov. Pokažejo fantastične trte iz Kopra, nikjer ne piše vina Koper, niti mesta ne piše. To pomeni, kako boš zdaj ljudi tja turistično vodil in jim to prodal, če jim ne poveš, kam naj grejo. Mogoče je to nek rebus, pa moraš pol odkriti, da je to. Ne, tle vama bom obema pomagal. Ne. Ja. Prva in pa tudi zmagovalna rešitev, Andrej, ti boš vedel spodaj, ko prideš pod to čudovito senco slovenskega gozda, smo naredili tako, da je dejansko tam odzadaj tisti krog, kjer je noter bil Water Library. S Miljajem Lukatom Velepičem smo pripravili idejo. To je vodna knjižnica, ki je videl tako je. In smo rekli, tam se bojo slovenske vode prodajale in bojo dejansko financirale razvoj za naprej. Vse to je bilo nastavljeno, ker pa seveda država ima svoje interese in pa ljudje, ki so v državnih sistemih svoje, danes tam noter ni nič, je to prazen prostor pod stopnicami, kjer imamo 5 skrinov, ki jih noben sploh gledane. Ne? In to so tisti mali atributi, ki jih mi, ki hodimo po svetu, vemo, kako jih izkoristiti in narediti. In si predstavljaš, da imel ti tam 5 vrhunskih slovenskih voda za vrhunski denar, to oni bi naredili svojo promocijo, svoje uspehe in zraven bili dejansko ta sveti prostor promocije Slovenije naprej. No, dames en čist simpel primer. Palestinski paviljon. Palestina nima ne vem kakšnega budžeta in greš skozi paviljon in te vodi skozi njihovo kulinariko. In na koncu dobiš preko tistega, bi rekel, barkode, še celo njihovo kuharsko knjigo, z nekimi turističnimi vodiči in direktnimi, bi rekel, obiski, kje lahko naslednjo pot tja bukiraš. In bi rekel, ta del zgodbe tu pri meni mi je žal, da ni, ampak tukaj tudi nisem razumel od samega začetka, zakaj je potrebno zbirati od gospodarstva denar, da lahko predstavljajo svoje produkte v slovenskem paviljonu, če so itak že davke plačali, s katerimi se na nek način tudi to bi mogli financirati. Ampak tole mi video povejte, me res zanima vajeno mnenje, no, iskreno. Zakaj je recimo minister za javno upravo Koritnik odpotoval v Dubaj, tam je imel nek sestanek, pa nekaj predstavljal, neke inovativne poslovne rešitve na eni konferenci in je obiskal pač hrvaški paviljon, kar se je zdelo v ministrstvu za javno upravo vredno posebej ovekovečiti v fotografiji in v tekstu, vlada potem to poobjavlja.
Zdaj, Robert, Andrej, zakaj recimo je pomembno za nas, da mi vemo, da je minister Koritnik obiskal hrvaški paviljon na Expo v Dubaju? Kaj je Slovenija konkretno s tem pridobila? Mislim, da to ni bil del nekega uradnega obiska, ampak da je to pač del turizma, ampak nikoli ne škodi, če se nekdo tudi s sosedsko državo dobro razume. Tako da ampak zakaj recimo niso objavili fotografije ministra Koritnika v slovenskem paviljonu, objavili so pa v hrvaškem? To pa ne vem, to mogoče Robi bolj že. Jaz ne bi sploh komentiral tega. Mene lahko v to zgodbo lahko nekaj drugega povem, kar je zelo zanimivo. Ne? Mene, na primer, so povabili nešteti paviljoni na njihove sestanke o pametnih mestih, smart cities, smart development. Lahko povem, da me je čakal tisti kart na vhodu z vrhunskim programom, z napeljavo, s predstavitvijo, z sestanki. Medtem ko v Slovenijo sem moral celo enkrat plačati sam karto, oziroma lažem, plačal sem celo 20 kart s 5000 evri, zato da sem se lahko kot podjetje predstavil. Se pravi, meni Slovenija niti to ni omogočila, kaj šele, da bi se predstavil. Pa tam kdo ve, Robert, da si ti z ekipo naredil ta paviljon, idejno in dejansko? Moram reči, da imam čudovito ekipo od zadaj, ki je tako, kot Andrej, ki verjame v moje delo, ki verjame v to, da skupaj smo povezani, lahko skupaj delamo ogromno in zelo dobro. Skupaj z dejansko dr. Lucijo Mulej, z drugimi mojimi sodelavci, delamo sistematično na objavah, delamo sistematično na promociji in pa kar je zelo zanimivo, ne, sliši se to po arabskem svetu neverjetno. Vabilo, naprimer, na Dubaj TV, 6-minutna predstavitev Slovenije in pa našega dela in pa našega paviljona je zagotovo nekaj, kar si lahko samo želiš v življenju dosežeti. In vse to seveda multiplicira dnevno nagovore, projekte, sestanke in tako naprej. Ampak še enkrat bi poudaril, pomembnost paviljona in začetna ideja je bila to, da se predstavi Slovenija, slovensko gospodarstvo, slovenska umetnost, kultura, preko tega, kar dejansko smo. In mi bi morali vsak dan, ali pa vsak teden, ali pa vsak mesec imeti sestanek, podpis pogodbe, podpis sestanka za pametna mesta in to delajo drugi. Jaz sem pač prisoten. Mogoče bi jaz v bran našim politikom sem nekaj rekel za Koritnika, ne dam roke v ogenj, ker so zdaj na prejšnje zgodbe imela malo problemov, ampak ta teden je logistični forum v Expoju v Dubaju in bo naš minister za infrastrukturo prišel in to pa ni samo turistični obisk, ampak hkrati se bojo tudi srečali z vrhom v Dubai Port Authorities in bomo imeli tudi predstavnike Luke Koper, ki bojo prišli in bomo, bi rekel, ta smart port idejo tudi prinesli nazaj v Slovenijo. Tako da, bi rekel, za mene je to dobro, da ti ljudi hodijo, za mene je dobro, da se tudi Dubaj, ki je res center sveta gospodarskih ratov, pokaže, tako da toliko gospodarstvenikov iz Slovenije in tudi za mene osebno toliko stikov poslovnih, kot sem jih letos lahko na račun tega Expoja doživel, v prejšnjih 7 letih, odkar sem v Dubaju, nisem. Tako da za mene je cela ta ideja Expoja in tudi Slovenija na tem Expoju in da pač se gre gospodarstvo, ta turizem in da je Spirit to organiziral, za mene je to fajn. Kar mi ni všeč, je to, da bi lahko še več dobili. Jaz sem tak perfekcionist, da rečem, ok, ti še več, bi pa lahko Spirit izboljšal. In tukaj pa bom malo tudi jaz kritiziral, ker konc koncev se ta Spirit ne uči iz zgodbe Milana v zgodbo Dubaj. In to so vedno znova drugi ljudje, nimajo neke kontinuitete in še celo ta prva ekipa, ki je začela Dubaj Expo, se je zamenjala in potem so imeli neke zgodbe in so imeli neke moderatorje. Ko sem jaz ponudil, pa živim od tega, da bom moderiral te njihove forume, so se me ustrašili in so rekli, ne, imamo mi že vse zmenjen. In kljub temu, da imam dobro ime v Dubaju, da me tudi ta ekipa, ki vodi Expo v paviljon, zelo ceni, me vabila že in tudi moje goste, so to potem skenirali. Dam samo en primer, šefa kabineta od šejka, ki je odgovoren za joint venture z tujimi državami, sem povabil, da pride na forum tehnološki v Expo Slovenije in je pristal.
In sem en dan predtem dobil, da je Spirit presodil, da to pač ne gre, ker je že dovolj ljudi, da bo tam. In to so, bi rekel, kontakti, ki jih imamo mi, ki tam živimo, ki jih ne bo nobeni Sloveniji nikoli mogel v eni tuji državi zgraditi. Zato jaz pravim, naslednji Expo, ko bo, držite to isto ekipo, ki je zdaj tukaj, držite tega Jurčka, ki vodi paviljon, pa imamo tudi iz ambasade ljudi, ki so se lepo odrezali in tako naprej. In dajte te ljudi koristiti, dajte koristiti ljudje, ki so že tam v tisti državi, kjer je Expo. Ker če so tam, so nekaj dosegli, imajo nek network in zakaj bi pol toplo vodo odkrivali oziroma še celo na državne stroške najemali neke lokalne svetovalce, ki potem neke drugorazredne kontakte rihtajo, če imate prvovrstne Slovence v državi, kjer je Expo. In ne samo v Dubaju, tudi v Milano, posod boste našli vedno Slovence, ki so že uspeli. In te si treba koristiti, ker te vam bojo pomagali. Pa ne za denar, te bojo to delati za ston. Ampak kdo zdaj komu Andrej tam vrata odpira? Andrej pa Roberta. Ideja je, da moraš plačati 5.000 evrov kot podjetje oziroma 10.000 evrov za cel paket, da sploh smeš tam predstaviti svoje podjetje. Ampak ti, ki si že tam, recimo v Dubaju, zdaj ti odpiraš našim politikom vrata, oni tebi, kako je s tem? A se dejansko kakšni posli tam sklepajo? Ker jaz se strinjam, fajn je, da je promocija Slovenije, nič nimam tudi proti temu, da grejo ministri tja. Ne vem, časopis Finance problematizira, da minister Počivalšek šel s Falconom, ker to ni zeleno, da bi moral iti z redno linijo, ki tudi stane manj, mogoče res, mogoče ne, boste videli povedala. Ampak kaj se dejansko zdaj tam dogaja? Torej za Luko Koper pa za ministra za infrastrukturo moram reči, da je koristno, ker glavna kritika Luke Koper zadnjih par let je bila ta, da na smart portu in na digitalizacijo niso veliko naredili. Okay. In jaz to zelo podpiram, sem že v prvi oddaji rekel, ko smo govorili o Dubaju, da zelo podpiram, da pridejo, da vidijo, kako to funkcionirajo, kako se blockchain koristi, kako se artificial intelligence koristi, da se vidi, zakaj je Dubaj ima lahko, kaj vem, 7-krat večjo količino tonaže skozi port kot pa Luka Koper. In da se te stvari odnese nazaj v Slovenijo in se reče, ok, zgradimo mi svoj Dubaj v Evropi in bomo imeli uspeh. Torej te stvari jaz podpiram. Za mene osebno je tudi dobro, da toliko gospodarstvo pride, torej jaz sem dovolj poslov že lahko za moje kliente sklenil. Lahko bi pa za samo promocijo države, kar je v bistvu ideja Expoja, več naredili. Lahko bi več, bi rekel, brendirali te naše, bi rekel, paradne konje, lahko bi imeli neko rdečo nit, a je to kot pri Braziliji pa Švici turizem, ali je to hrana kot pri Palestini, da pač neko zgodbo damo, da tisto, ko pride, nima samo turističnega efekta in to, bi rekel, k nam radi pridejo, ker imamo koncerte, imamo zanimive stvari in potem pridejo te Pakistanci in vsi te ljudje, ki pač drugače zastonj ne morejo videti take stvari in stojijo okoli našega paviljona in uživajo. Ampak to ni tista ciljna skupina. Jaz mislim, da ciljna skupina bi bili tisti, ki pride za to, da bo tam kaj denarja pustili, da bo prišli v Slovenijo investirati. Robert, kaj se bo zdaj zgodilo s tem našim paviljonom? Vemo, imamo ne posebej posrečeno izkušnjo iz enega prejšnjih ekspojev v Milano, kjer smo, mislim, da z nek astronomski znesek 7 milijonov potem tisti naš paviljon prepeljali v Slovenijo, ki je danes bog ve kje. Kaj se bo zdaj s tem zgodilo v Dubaju? Andrej je rekel, da je ocenjen strošek po njegovih informacijah 4 milijone evrov. Kaj bo zdaj s tistim paviljonom? Bo ostal tam? Ga bomo zdaj za koliko 10-15 milijonov prepeljali v Slovenijo, tukaj vrgli v morje ali kaj tretjega? Mislim, jaz bi mogoče tle še eno drugo stvar poudaril. Zelo pomembno je, da se čim več ljudi odpravi tja in da se čim več širine dela, tako gospodarstvu, kot seveda pač izmenjave poslov, projektov in tako naprej. To je glavna poanta Expa in Expo sam je predstavitev države, njenega gospodarstva, njene kulture, umetnosti in tako naprej. In vkolikor bo seveda to možno delati še močneje, bom jaz zelo vesel. Jaz bi bil najbolj vesel, če bi se dnevno Falcon vozil gor pa dol, ker je prvič to najcenej in drugič seveda na koncu koncev, kolikor pač poti narediš, pomeni, da te ljudje kdorkoli dvignejo rit in se nekaj dogaja. Jaz v vseh svojih firmah to govorim, da če boš ti sedel na komercialnem stolčku ali pa na kakršnem koli mestu, seveda noben ne bo več prišel k tebi, ti moraš iti v svet in mi se moramo pokazati, to je prvo vodilo. Druga stvar, ki je pa seveda zelo pomembna, je pa to, da se pokaže vse tiste, ki so delali. Moje poslanstvo kot arhitekta je bilo, da pokažem, da
Slovenci znamo ta paviljon narediti s svojim znanjem, s svojimi materiali. Na koncu vam lahko povem, da izvajalec, ki je delal, ni izbral praktično nobenega slovenskega izvajalca. Kdo pa je bil izvajalec, ki je delal? Ne bi toliko, o tem se boste dosti... Dobro, pa to verjetno ni skrivnost. Mislim, Riko je bil. Ja. No, ampak gledajte, slovenski les, moje slovenske korenine, ribniške korenine bi morale biti narejene v Sloveniji in ta slovenski izvajalec tega lesenega sita bi moral narediti ta trenutek najmanj 100 teh mrežastih zaščit na vilah, na ostalih paviljonih in tako naprej. Ker veš, kaj me skrbi, Robert? Ne, recimo, ti praviš, nikjer ni napisan, da si ti zraven. Okay, zdaj, ko mi se upamo povedati na oddaji Faktor, kdo je to delal? Mislim, zakaj je to taka skrivnost? Ni skrivnost. Gled, jaz sem res naredil rešeršo in sem šel od arhitekta do arhitekta. Ja, dobro, nobeden ne dvomi, da je Klun oče tega paviljona. Nobeden ne moreš vtipkati, kdo je izvajal, kdo je izvedel projekt slovenskega paviljona na Expo v Dubaju in ti vrže ven takoj katero podjetje. Zakaj se država ne hvali s tem? Zakaj se to podjetje s tem ne hvali? Mislim, to mene čudi, no? Ja, tukaj so neke igre, ki pač seveda se dotikajo tega, kdo je zdaj močnejši, kdo ima večjega in tako naprej. Ne? Dejstvo, 100%, ne? In meni je najbolj zanimiv, kaj me tuji novinari kličejo in pridejo do mojih podatkov, pa pravijo, gospod Klun, ampak zakaj vas, naprimer v paviljonu, ne omenjajo, ko mi sprašujemo, kdo je avtor? Ponujajo nam izvajalca, ponujajo nam unga, ki je delal to. Lahko povem, zakaj se to dogaja? Ker si bil naiven in ker si se vsemi skregal. Nisem skregal z nobenim. Ko sem se pogovarjal, so rekli, to je bila edina napaka. Ne samo, da si se skregal z Rikotom, skregal si se vsemi ministri in vsemi v paviljonu. In če se vsemi skregaš, ne moreš pričakovati, da se bo ljudje hvalili. Ampak drugič, boš bolj pameten in se ne boš skregal. Tudi če se bi to držalo, da se je Robert z vsemi skregal, je še zmeraj on avtor, a ni? Ampak tega noben ne skriva. Ne, pa sej Andrej, mislim, zelo zanimivo je, da si rekel, da so ti drugi... Ampak s kom si se to vse Robert skregal? Z nobenim nisem skregal, med nami. Res je pa, da sem vložil tožbe, to je pa res. In zdaj, če odložiš tožbo, se ne rabiš skregati. Naredite to, kar je pravilno in to bo šlo naprej. Ampak stvar, ki je bolj zanimiva, je tvoje vprašanje. Jaz sem že prej omenil, da bi naš slovenski svet nujno rabil imeti v arabskem svetu neko gnezdo, kjer bi se srečevali, povezovali in tako naprej. Moja velika ambicija je bila, da sem pred leti pomagal za eno čudovito ekipo sestaviti Slovensko-arabski poslovni klub in da dejansko imajo arabci interes delati z nami. In posebnost tega paviljona je lahko točno v tem, da ta identiteta povezuje nas Slovence, našo identiteto, gospodarstvo in tako naprej. In verjamem, da bo dovolj pameti, da ne bomo plačali nekomu, ga vrgli v morje, ker je seveda bistveno ceneje. Ta paviljon v Sloveniji narediti stane točno 2 milijona in popolnoma nič več, pa še to sem rekel preveč. Ampak kar je bolj zanimivo, je to, da seveda mi naredimo tam neko zgodbo in podpremo slovensko gospodarstvo, če smo že plačali teh 5 jurjev pa tako naprej, dajmo narediti pomoč slovenskemu gospodarstvu. Digitalizacija potrebuje svojo pisarno, kakorkoli delajo vse na Zoomih, Teamsih in tako naprej. Ostali, se pravi arhitekti, vsi bi lahko hodili, imeli mesečne dogodke, mesečne prezentacije, zagotovo lahko država naredi bistveno več, kot naredi s tem, da poveže, se pravi od Ministrstva za infrastrukturo do pametnih mest. V Dubaju, verjetno veste, imaš ti sklope, pametno mesto, dizajn mesto, internet city, neverjetne promocije se delajo in tudi Expo bo ostal kot nek eksperimentalen center povezovanja svetovnega gospodarstva. In če bomo mi ohranili ta paviljon, bo imelo slovensko gospodarstvo nekaj od tega. In to je bistvo. Če zdaj počas potegnemo črto, zdaj Riko da smo plačali, Roberta in ekipe nismo plačali, a smo mi zihar, da smo te, če niso bili iz Slovenije izvajalci, so bili verjetno domači, podizvajalci, a smo njih plačali? Da ne bo prišel kdo nam rubiti tega paviljona jutri. Jaz bi rekel, da slika tako črna ni. Trenutno je kalkulacija, če obdržimo ta paviljon v Dubaju, tudi po koncu Expa, za 2, kot Robi pravi, predstavnikoma, okoli 10.000 evrov na mesec, več to ni. In nam bi kot živečim v Dubaju to veliko pomagalo, ker bi Slovenija bila tam reprezentirana. Jaz moram reči, da enkrat tedensko ženo grejo sigurno tja v paviljon, zaradi tega, ker je, bi rekel, vsak teden se nekaj dogaja in je to čist druga socializacija kot prej,
predno je bila ta Expo in ta paviljon, tako da mi, ki smo tam, sigurno bomo to podprli in bomo tja hodili, bomo to koristili in tudi, bi rekel, tisti, ki so enkrat tam bili, se bojo vračali. To pomeni, to je neka taka točka, tudi lokacija ni slaba, kot sem rekel, je blizu Sheikh Zayed Roada, je med Abu Dhabijem in Dubajem, tako da je, bi rekel, v centru. Dosti markanten je paviljon in nismo danes še sploh povedali, da je lokacija fantastična, ker je ob glavnem vhodu. Torej, ko prideš noter, prvi paviljon, kamor se zaletiš, je slovenski in ga res vsi zaradi tega poznajo. Tako da tukaj imamo neko fantastično situacijo tudi za kasneje in glede na to, da so zdaj, bi rekel, skoraj vsi gospodarstveniki iz Slovenije že bili v Dubaju na tem paviljonu, jaz grem stav, da se bo vrnili, če za drugega ne, po zimi, ko je tako lepo vreme in lahko povežeš še z dopustom. Ok, jaz mislim, da če nič drugega smo v današnji vdaji pač pokazali, dodali nek majhen kamenček v mozaik, da bi ta Expo Dubaj oziroma slovenska zgodba v Dubaju vseeno lahko bila zgodba o uspehu. Robert Klun, dr. Andrej Vizjak, najlepša hvala za vajno gostovanje v naši vdaji in komentarje. Gledalke, gledalci, to je bil Dvolični politiki, že 668. Faktor na TV3. Gledajte našo vdajo tudi ta konec tedna, mi pa se v živo spet vidimo prihodnji ponedeljek, ko bomo komentirali, kako se zmaguje na volitvah. Ne zamudite, predvsem pa ne pozabite. Ni vseeno, kdo kaj reče.